Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? Jezus mu je odvrnil: Kaj mi praviš, da sem dober? Nihče ni dober razen enega, Boga. Zapovedi poznaš: ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, ne goljufaj, spoštuj očeta in mater. Rekel mu je: Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti. Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: Eno ti manjka. Pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel. Imel je namreč veliko premoženje. Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo. Učenci so se čudili njegovim besedam in Jezus je vnovič spregovoril: Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo. Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj: Kdo se potem more rešiti? Jezus se je ozrl vanje in rekel: Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče. Peter pa mu je začel govoriti. Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Jezus je rekel: Resnično povem vam, nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo, ali brate, ali sestre, ali mater, ali očeta, ali otroke, ali njive, in ne bi zdaj, v tem času, skupaj s preganjanji prejel 100-krat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa večno življenje.